Poglejmo si naslednjo novico. Ta teden so dacarji v Loški dolini izvedli racijo in ugotovili, da podjetje Marof Trade delavce obravnava slabše kot sužnje. Delajo po 16 ur na dan, na uro pa so plačani 40 centov. V eni posteli spijo pa po 3. Tako kot Perpetuum Jazzile, sem ne tako hudo. A Perpetuum Jazzile sploh kaj spi? Ali je skozi? Greš spat z enim s Perpetuum Jazzile, pa ti celo noč čiričko ponaša. Stari, spat hočem. Afrika. No, in ko poslušam zgodbe o teh gozdarjih, me navdaja gnus in občutek, da sem za firmo že slišal. Kdo je že pri njih podiral drevesa? Veste, kdo je to? Da vam dam en namig. Pod čelado se skriva obraz s popolno poltjo. Pa sam en tako lepo rit na prši, sam en človek v Sloveniji. Vam povem, kdo je to? To je naš Tausendkünstler Pahor. Jeseni 2012 je hotel dokazati, da je pravi za predsednika države. To pa je pokazal tako, da je odpravljal vsa možna dela. Med drugim je tudi žagal drevje s to ubogo paro. On je s tem stantom dobil volitve, njegovi statisti pa prst vred. Ne vem, no, lahko bi odprl svoj gobec in se zavzel za te ljudi. Sploh pa, kaj mu Pahorju dopovedoval, da delajo delavci za 40 centov na uro? On ne preživi s 3000 evri na mesec. Kako bom to razumel? Tega ne more razumeti. Jaz sem upam, da davčna v tisti tvoji pekarni ne odkrije, da zvečer izkoriščajo miši za peko kruha. No, je pa Pahor dejansko nekaj naredil ta teden. Zdaj je tudi uradno. Predsednik Borut Pahor je danes na slovesnost ob 100. obletnici Ruske kapelice pod Vršičem 31. julija povabil ruskega predsednika Vladimirja Putina. Spoštovani gospod predsednik, menim, da smo voditelji narodov in držav poklicani, da po svojih najboljših močeh pripomoremo k medsebojnemu spoštovanju in razumevanju. Glede nekaterih pomembnih vprašanj imava različne poglede, to pa dodatno spodbuja potrebo po dialogu. Lih briga Putina, če se strinjaš z njim ali ne, Pahor. To je tako, kot bi mravlje povabile slona, ne jim prije trobento špile. Sam slon od njih ne zahteva 10-metrske rdeče zvezde v stanju. Je pa Pahor pametno naredil, da je Putina povabil prej, kot se je ta povabil sam. To je edin, kaj naredil, prehituje. Zajebo je edino, ki ni dodal, kot ne, na koncu pisma PS, samo obisk, Vladimir, to ni Krim. Ker pri Putinu nikoli ne veš. Me pa zanima, kaj bo rekel Obama. Ta se ne bo več hotel fotkati s Pahorjem, pa tudi čez Guantanama vse zapornike v svoje stanovanje vzame. Kaj pa Slakonja? Ta je zdaj državni sovražnik #1. In kam ga bomo skrili, da ga ne najde KGB? Kam? Jaz predlagam eno sobo brez ogledal. Tja ne v noben pogledu. Čak, je pa res, je pa nekaj res. Putin je par ur potem, ko je dobil vabilo in poziv po dialogu, iz Sirije umaknil večino vojske. Ne mati Terezo, Pahorja za svetnika, Pahorja! Ne moreš sam še Justinu Bieberju pisati, da neha pet, pa Zvezdani Mlakar ne neha, karkoli že počne. Sam ne neha. Glejte, Pahor hoče na vsak način biti veliki, veliki državnik. Križanc med Kennedyjem in Gandhijem. Spostaviti hoče dialog med zahodnim in vzhodnim blokom. Borut, če si v rit vtakneš perje, še ne pomeni, da si kura in da te petelin povoha. To je doslej uspelo samo Melani. In če se bo Putin ravnal po tebi, Pahor, bo sicer prišel na obisk, ampak ne bo imel govora, on bo samo v publiki sedel. A veste, dragi moji, med nami in Hrvati ni velike razlike. Vem, bogokletno, da primerjam naš veličastni narod s tistimi Balkanci, ampak njih prav tako matra gospodarska kriza. Pa na Madžarsko mejijo. Prve ne znamo rešiti, ker je ne razumemo, druge pa zato, ker jih še manj razumemo. Slovenci na pomoč kličemo starčke iz Bruslja in čeprav Cerar pravi, da ne jamra, ampak išče rešitve, so Hrvati dobili najboljšo doslej. Na pomoč so namreč poklicali najbolj neustrašnega pogajalca vseh časov. Edinega človeka, ki svoje ime
zgovori dvakrat. In ne Gašpar Gašparja, on se zna pogajati sam s krčmarjem o tem, a je dosti pijan devosa, ne? Ne, Hrvati so poklicali samega James Bonda. Gospodarsko krizo bo rešil tako, da jo bo asasiniral agent 007. To je najbolj tajni agent. On je tako tajen, da niti ne ve, kdo so ostali v tem društvu. Ne ve. On pride v Casino Royale, pa mu si reče, ja pa kje si ti, dej priti na tvoj koktejl ali kaj že piješ. V glavnem, Hrvati hočejo, da bi naslednjega Bonda snemali v Dubrovniku. In tako se ne bo lovil po zasneženih strminah ali pa se potikal po rovih Severne Koreje. Ne, ta Bond bo na stojnicah kupoval spominke, jedel pečeni kukuruz in gnjavil debele Nemce, da ga namažejo po hrbtu. Posel sicer še ni zmenjen, ni še dorečeno, imamo pa par idej za igralce. Glavnega zlikovca ne igra bivši zapornik Ivo Sanader. Mora ga, ki se odloči ponovno zavzeti svojo domovino. Bondovo šefico ne igra Jadranka Kosor, ker je ista Judi Dench. Ena je mojstrica v igranju in pretiravanju, druga je Judi Dench. Pa povabimo Bonda še v Slovenijo. Na Ljubljanskem gradu sproži bombo, pred Zokim zbeži po vzpenjači, pol se ga nasuvata s trilerjem, pa z Aston Martinom po Primorki, pa lepo 4 kazenske točke. Naslov filma James Bond, dovoljenje za vlivanje. Akcija ne bila tako huda, ne? Bi pa lahko Bonda uporabili za arbitra, ker nam glih manjka en. Bond je pošten, nepristranski, pištoloma, pa vajanje, prisluškovanja. Ne vem, če ste vedeli, James Bond v povprečju v vsakem filmu drži kozarc s pijačo v rokah 10 minut in 53 sekund. Kar je za povprečnega Slovenca zelo malo. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.